Živijo alieni, pozdravljeni nazaj na Alien kanal od Alenke Trogrlič. Dobrodošli, prvič ali pa stotič, vsak po primeru dobrodošli in mislim, da sem dojela, da vi od mene hočete tako ne dolge videe, ampak tako res dolge videe. Zato, ker eni, kakor mi je zanč ena kolegica rekla, eni to poslušate kakor podcast ali pa v džimu ali pa v avtu in preprosto hočete, da vam ni treba skozi menjati vsebine in pač hočete dolge videe in sem dojela in bom probala to vzeti v zakup in res delati daljše. Morate pa razumeti, da zraven pride ful več dela, ful več truda. Jaz se moram resno tako poglobiti in me gresta po 2 dni za tak video, ker res detajle naberem in tudi poskrbim, da mi dejansko za primer mar, da mi je pomemben, da začutim osebnost in tako naprej. In ste mi lahko ful v dobro podporo, da se resno naročite, da lajkate, da komentirate, da dobim to spodbudo. Pa ko se boste spomnili, uporabite moje kode, torej za malinco 10 Alenka. Če boste kaj rabili džimbime, kakor športnega dodatke, prehrano, oblačila, imate kodo Alenka 5 in pa še noti svet užitka je pa Alenka 5 na znižano in Alenka 10 na neznižano. To so moje glavne pomembne kodice. Hvala vsem, ki me kakorkoli podprete. Zdaj gremo pa dalje na ta dolg video. Današnji video je neke vrste true crime in je tudi neke vrste misterija, ker je primer tak, da boste zraven veliko mozgali, kaj se je temu človeku zgodil. Govorili bomo o Aaronu Hedgesu. On je bil lovec, kateri je bil pogrešan v čudovitih gorah Montane, v gorovju Crazy Mountains. Še danes žal res ne vemo, kaj natančno se je z njemu zgodil, je pa veliko se da razbrati iz te njegove zgodbe, tako da pozorno prisluhnite, vzemite si kavico, čaj, biskvitke ali pa karkoli in gremo v ta alien video. Ta primer Aarona Hedgesa mnogi povezujejo z Missing 411 cases, kar pomeni, v slovenščini bi rekli pogrešenih 411. Govorijo o 411 ali pa več pogrešenih oseb, za katere ne moramo točno pinpointati, kaj se mi je zgodilo in zakaj so zginili. Povezuje jih pa to, da so zginili na severu Amerike, tam na območju severa USA, kjer so te nacionalni parki. En izmed teh je tudi ta, o katerem bomo danes govorili, Crazy Mountains. In en primer ziher od tam poznate in sicer tale Ryker Webb je bil mečken deček, ki je šel pogrešan in to je njegova slika prej, njegova slika potem in najbolj značilno tukaj je, da so ga najdeli, mislim, da po 3 dneh in imel te crazy oči, valjda čisto zatraumiran, zafrustriran, ampak tukaj so se zgodile neke bizarne, misterične stvari, zakaj je prišel nazaj v drugačnih oblačilih in ga pač tisti ljudje, če so ga že preoblekali, zakaj ga niso dostavili varno staršem ali pa policiji. Torej, kaj se je vmes zgodilo? Se pravi, hočem reči, ta izginotja so res misteriozna, ampak danes bomo govorili pač v primeru Aarona Hedgesa, kjer imamo veliko več detajlov. Aaron Hedges je živel v Bozeman, Montani, torej meni osebno, kadarkoli govorim o teh krajih, Sever Amerike, te pokrajinski nacionalni parki, gore, jezera, smreke, borovci, meni to nekaj najlepšega, ker mi tam mislim, da najlepše območje na svetu, tako. Si predstavljam Colorado pa Montano, je to I love it, ali pa Aspen v kakšnih primerih, to je meni toliko božansko. In res rada govorim o tem. No, Bozeman je bil tak dokaj mehno mestece, za katerega je bilo značilno, da se je ogromno prebivalstva ukvarjalo ravno z lovom. In Aaron je bil eden izmed njih. To pomeni, da je bil zverziran lovec, da je bil večino svojega časa na terenu, ali je doma se s tem ukvarjal, ali pa je cele vikende preživljal v gorah. To nam pove, da je bil izredno izkušen lovec in da je to ves čas počel tudi na tem dotičnem območju, torej je v mazincu imel vse te poti, vse to, kje bodo pretaborili, koliko časa bojo tam preživeli, koliko je naporno in kaj vse mora sabo imeti. Zato imel on sabo vse v nulo, tako v nahrbtniku, pa spalko, pa hrano, pa pijačo, pa tiste filtre za prečiščati vodo, pa valjda lok, z lokom so mišljali streljati in pištole z mecki, s katere bi uporabljali za te živali in tako naprej. Njihova prioritetna želja je bila, da lovijo elk oziroma losa. In njihov cilj je bil, da ulovijo samo enega samega losa, ker pa je to prinese toliko veliko mesa, en sam los, da ga imajo za celo zimo potem. Ne vem koliko ljudi, ampak hotel so videti res samo enega. On in 2 njegova kolega, en je bil Joe in drugi je bil Greg, so se odpravili v Crazy Mountains. To je taka manj znana gorska veriga oziroma se reče gorski otok, zaradi tega, ker je sred ničesar. Ta Crazy Mountains je dobesedno tako, na ravnini se dvignejo tako ful visoke, hude gore, tako podobne Rockyjem recimo, ampak so res sred ničesar. Tukaj sem rekla, da moram na hit povedati, zakaj se tako imenujejo, ker ful lepo paše skupaj z našo bizarno zgodbo. Še ko je bilo tukaj čisto normalno, na prostosti najdete te domačine, prvotne naseljence,
upokojence, torej neke vrste indijance. V tem primeru se jim je reklo Blackfoot. Vem, da vas bo spomnil na Bigfoot, ampak je Blackfoot, tako se jim je reklo, ker je več različnih bilo teh klanov, ali kako se reče. In oni so bili značilni, da so taki mečkam bolj divji oziroma vojno usmerjeni. In zdaj, če gremo v 19. stoletje, torej 1800 neki, je sem prišla ena družina. Rekli se jim je The Morgans in te The Morgans so prišli s kočijo in njihov cilj je bil Oregon. Torej, tukaj so se samo ustavili, da so mečkano občudovali te gore in da bi prespali. In ko so tam nekaj časa bili, je ta oče šel, ne vem, v gozd, mislim, da je šel po drevu ali kaj takega za ogenj za kurt in ga dolg časa ni bilo nazaj. Na koncu je gospa Morgan je zapaničarila in šla za njemu, je poslala svoje 3 otroke in ko jih dolg ni bilo, je on rekla, ojoj, groza, nekaj se je zgodilo, je vzela sekiro in je šla jih iskat. In ko jih je našla, so jih imeli v pesti te domorodci, ta Blackfoot in so jih klali. Pred njenimi očmi so jih zaklali. In ona je takrat ponorela, kot bi vsaka mama in žena in je takrat začela tolči s to sekiro in jih je ogromno pobila, dejansko teh Blackfootov in je potem zbežala kričeče v noč. Torej niso jo ubili, zbežala je. In zaradi tega, zaradi njene ponorelosti so potem imenovali te gore The Crazy Mountains. Je sicer potem še ena zgodba, ampak da ne bom preveč časa zapravila na teh zgodbah. Gremo dalje. Je pa zelo primerno ime za ta video. Torej, ko so se te 3 lovci odpravljali na ta 5-dnevni lov, torej mečkan daljši kot običajno. Morate vedeti vi še to, da je ta zemlja tam zelo nenavadna, tako zelo zaplatasto je razdeljena med privatno zemljo in med državno zemljo. To bo kasneje pomemben, ampak to imajo res čudno razdeljen, ker kdorkoli imel tam svojo zemljo kot privatnik v 1800 neki, mu je ta zemlja ostala po zakonu, vmes jo je pa država pokupila in dobila, tako da v bistvu čisto par kvadratnih metrov od nekoga, pa od nekoga, v glavnem cela zmeda je. In to je ful pomemben. Na tem območju je tudi veliko črnih medvedov, mečkan je tudi volkov, grizlijo pa je kao še ni, ampak prihajajo. A ja pa valjda, marsikdo bi rekel, ker ti domorodci verjamem tega Vendigo, ki drugič bomo o tem še govorili. Pa vse ostalo, kar se najde tukaj, vam dam slikco, da ne bom naštevala. V glavnem ogromno divjih živali, ti čudovite reke, tam mečkam podivjane, mečkam umirjene, krasna jezera. Predstavljate si pri nas tako neka gorska jezera, kot Sedmera, ampak tam so enormna, v glavnem lepo do konca. Ko so se oni odpravili, so računali na gorsko vreme, vzeli so primerno obutev in oblačila, zato ker čez dan je prišlo tako do 20 stopinj, po noč pa tudi do 0 oziroma do 1 stopinje, tam neko mest, torej mrzlo. Naša zgodba se odvija leta 2014, v bistvu 10 let nazaj bo kmalu. Odšli so pa na ta lov 5. septembra. Svoj pot so štartali pri Ibex koči, upam, da jo bom našla, in so potem šli na pot. Neke lažne informacije pravijo, da so imeli 2 konja in 1 mulo, ampak v resnici so imeli samo enega konja, tako malo za jahati, če je bilo treba, in pa eno tovorno mulo, torej oslico. In so šli s to mulo, s katero niso imeli nobenih izkušenj, nikoli prej še niso šli z mulo, tokrat so pač želeli pomoč, da nesejo dam vso to meso od losa. Niso imeli pa izkušenj jo krotiti in so imeli ful problemov z njo, toliko zelo, da v bistvu po 2 miljah, torej po nekih 4 kilometrih, je ta mula pobezlala, nekaj jo je prestrašili in je zgubila ogromno opreme in kot po naključju je bila vsa ta oprema od Aarona. On je zgubil tukaj šotor, zgubil je spalko in ne vem kaj še vse pomembne stvari, so takrat zgrmele, predvidevam, da v nek jark, v neko luknjo, v nek prepad, zato ker tega, kakorkoli so se že trudili, niso mogli dobiti nazaj. Od te točke naprej se naša zgodba vrti v smislu, Aaron je bil basically nadrkan, pač bil je res slabe vole, bil je razdražljiv, vse mu je šlo na živce, vse mu je padel dol in izgubil motivacijo za ta lov, ker res je izgubil glavne stvari, kako bo zdaj spal, kako bo ne vem kaj. In takrat se je Joe odločil, ok, bom jaz, če on vas natakne, bom šel jaz nazaj in vzel neke osnovne stvari za njega, da bo lahko saj šel na to pot z nami. Torej, ker so tukaj toliko časa zabili po teh 2 miljah, so prvi tabor imeli tukaj, ker je ta mula pobezlala in so v miru prespali. Joe je prišel nazaj z neko to glavno opremo, da je Aaron sploh lahko spal in tako naprej. In prva noč je bila taka, kot je bila, zaspali so, Aaron je sicer spal ob ognju, ampak ni imel ta prave opreme in ga je zebel. V bistvu ga je toliko zebel, da celo noč ni skoraj čist nič spal in se je zbudil kaj? Še bolj tečen, še bolj nadrkan in it was not good. Naslednji dan torej nadaljujejo pot in njihov cilj je bil, da postavijo glaven tabor pri Campfire jezeru. Ko so do tam prišli, je Aaron spet
še vedno nataknen v stol pri šotoru, kjer so ta kamp zdaj lepo postavili. Unedva Joe in Greg sta šla pa više gor na goro, kjer sta vzela daljnogled in gledala okrog, kje bi dobili kakšne lose, da jih lahko postrelijo in grejo potencialno že čim prej domov. Ni treba bilo pač 5 dni biti. Aaron ne samo, da ni šel z njima, bil je tudi res slabe volje in ves čas govoril, da je to zelo slab kraj za loviti lose in sploh ni hotel sodelovati. In zdaj je tukaj drugo jutro ob 4:30 zjutraj, jaz ne vem, kaj s temi lovci vsakim čas, ampak sta se Joe in Greg zbudila, oziroma vsi so se budili, ampak Joe in Greg sta šla spet po svoji isti poti kot prejšnji dan, pogledati, kje bi kaj videla lose in je lahko postrelila. Medtem ko je Aaron slabe volje vstal na temu kempu, kjer je spet ful slabo spal, in ko sta ga gledala z daljnogledom nazaj iz tiste gore, pač imeli so razgled na Aarona, kaj dela, in sta videla, da se je nekaj premikal po kemp. Imeli pa so oni tudi svoje walkie-talkie oziroma FRS radije, da so bili na vezi, in takrat so se med sabo slišali in je Aaron rekel, jaz grem naprej do Sunlight Lakea, ta je bil v bistvu ful gor naprej, zato ker je imel tam skrito neko lopoto ali utico ali karkoli že z osnovno opremo. Tisto stvar je on spravil tja en let prej že, zato ker, se pravim, on je bil tam domačin, vse mu je bilo jasno, poznal je poti, ni rabu niti zemljevida, toliko je bil tam seznanjen in točen je vedel, kje ima tudi te osnovne pripomočke, imel je spalko, imel je šotor in ne vem kaj vse, zato je rekel, jaz moram tja, da bom vsaj kaj imel od tega lova. Zdaj pot do Sunlight Lakea je lih toliko dolga, da je razumno pričakovati, da je lahko en tak izkušen pohodnik prehod v enem dnevu tja in nazaj, ampak mogel biti dokaj hiter in brez zapletov. Torej, če je šel ful zgodaj zjutraj pa do nazaj do večera, je to izvedljivo. Ko se je odpravil do Sunlight Lakea, je imel pri sebi ruzak, vžigalnik, lok, oblačila, ki jih je potreboval, 44 Magnum, to je v bistvu nek revolverček, pištola, filtre za vodo in pa telefon. To je v bistvu čisto super in primerna oprema za nekoga, ki hoče opraviti to pot. Tukaj se zdaj začnejo te čudne stvari dogajati, zaradi česa lahko to smatramo pod 411 missing case, zaradi tega, ker je čuden. Oni so imeli FRS radije in značilnost teh radij oziroma walkie-talkiev je to, da ko govorita med sabo, se točen od druge osebe izpiše njegove koordinate. In imeli so nek tak tipičen dogovor že prej, da se slišijo ob polnoči in ob nunu, torej nekako na 12 ur, I guess, ampak sta ga klicala že mečkam prej, ko se je torej ta dan začelo temniti. In kot sem rekla, FRS radio jih je dosegel, kar pomeni, da ta radio seže samo 2 milje narazen, torej niso mogli biti več kot 4 km narazen. Ampak Aaron je območje obvladal in on je lahko iz glave rekel, jaz sem zdaj med Moose Lakeom in med Sunlight Lakeom. To je basically tam, kjer je imel on cilj, nekje lih vmes, pa tam, kjer sta one dva bila, tako zelo približen, tako. Ampak to ni imelo nobenega smisla, zaradi tega, ker če bi on tam bil, je to neke max 4 milje, medtem ko je GPS kazal, da je on v resnici prehodil 7 mil, kar je pa ful velika razlika, tako vsaj 5 km razlike, torej kako bi lahko toliko zaružil. In zdaj naslednji dan spet Joe in Greg ubereta identično pot, da gresta loviti losa. Torej, da spomnim, oni imajo glavni tabor pri Campfire jezeru in te landmarki, kot sem jaz razumela, so zelo jasno označeni. Torej, na katerem landmarku je katero območje, katero jezero in da on je to res obvladal. Torej, tudi če bi se mečkam zgubil, še zmer vidiš te landmarke in te jasno, na katerem območju si in zakaj bi narobe povedal, kje si, sploh če obvladaš kraje. Točen veš, na katerem landmarku bo recimo Campfire jezero. Njegova zadnja GPS lokacija pa pove tudi, da je bil ravno mečkam preč od dosega tega FRS radija, ker je pa ekstremno blizu območju, ki bi ga mogel poznati. Torej, tle je res zmeda, zakaj on ni vedel, kje je in kam je sploh šel. Zdaj pa ta dan, ko sta ona dva šla tretjič na lov in je ura 4:30 popoldne, ona dva dejansko ujameta losa. In ko sta ga ujela, sta tudi njemu sporočila, imamo ga, gremo dam, ne rabimo več loviti, kot sem rekla, rabili so samo enega. In zdaj so se zadnjič slišali. In Aaron je sprejel to sporočilo, ampak ona dva tukaj opisujeta, da ni bil niti malo navdušen in pa še rekel je, da misli, da mu ta dan tudi ne bo ratel prideti nazaj. Tukaj še en tak zanimiv fakt, da bi ga omenila, in sicer, da tukaj signal od Aarona je bil precej spet slabši, tak hreščeč, niso se dobro slišali, tako da je možno spet, da je bil drugje, kot je dejansko kazal GPS, torej da je mogel biti dalj časa
preč. To je bil njihov zadnji stik, ki so ga vzpostavili, in sicer 7. septembra okrog 5. popoldne. Prej nisem omenila tega losa, sta ona dva ujela, pa je zelo blizu Moose Lakea, torej Losovega jezera, in sta tukaj tudi se potem odločila vse to meso ga razkosati, v 2 urah približno to traja, sta ga dala v te velike vreče in obesila. Obesijo ga zato, da pač druge živali ne pridejo do njega, obesijo ga pa tudi zato, ker ne morejo v kosu ponavljati vsega nes, ker tega je ogromno, ne? In sta pač en del odnesla nazaj do Campfire jezera, te 2 jezera sta full blizu, Moose, Losovo jezero pa Campfire jezero, in sta itak planirala drug dan priti še po preostalo meso, ali pa če bi mogla iti celo v dolino po pomoč, ne? Zdaj pa da na hitro prevrtim, ona dva prespala sta tukaj na Campfire jezeru, naslednji dan bi šla spet do Losovega jezera, kjer bi vzela preostalo meso in šla nazaj do Campfire jezera, spet prespat. To je bil nekako njun plan, ampak moram omeniti, da ona dva od tukaj naprej nista več slišala svojega kolega. Nista se spraševala, kje je, in nista šla ga iskati. In tukaj je zelo pomembno, da izpostavimo, koliko sta bila ona dva na koncu pri tej iskalni akciji res sumljiva. Torej, zakaj se nista trudila Aarona najti, zakaj niso sploh vzpostavljali kontakta, več sploh se nista trudila, ona da sta bila kratko, ja, se že znajdu, v tem smislu. Na nek način je bilo njima samoumevno, da bo Aaron pač ok in da ne rabita sploh se vtikati. No, in ona da gresta po temu planu, vse napakirata in se odpravita proti temu placu, kjer so oni štartali. Tam sta bila 2 avtomobila, z 2 so prišli in v enem avtomobilu noter so bili ključi, namenjeni temu, če se nekdo prej vrne, da lepo ima tam vse redi in gre lahko v miru domov, da se ne rabijo čakati. In glede na to, da sta bila tam oba avta in da je en izmed 3 manjkov ljudi, Aaron je pač manjkal, so ona dva še vedno, ok, super, prijeta v avto, tam sta avtomatično dobila tudi signal, pogledala telefone, jih pržgala dejansko končno iz airplane moda, ki sta ga imela ves čas vključenega, in dobila group chat od Aarona, in ta group chat je rekel, torej Aaron je napisal, zvečer te pokličem ali zvečer vaju pokličem. In potem pri policijski raziskavi so določena sporočila prišla ven, in sicer, da je ta Greg dejansko odpisal, kontaktiraj me samo, če boš trezen. Nekaj boste zdaj slišali, ker na večini kanalov ne slišite, oziroma če boste kjerkoli drugje to zgodbo slišali, tega načeloma ne omenjajo, ampak Aaron je bil alkoholik v okrevanju, oziroma naj bi že večinoma okreval, in to se zdi tle zelo pomemben detalj, ker tudi očitno zato mu je Greg napisal, naj ga ne kliče, torej če pije. Dejstvo je tudi, da ona dva niti približno nista mogla vedeti, da je dejansko Aaron to sporočilo poslal, zaradi tega, ker dobiš itak takrat, ko telefon pržgeš, ne? Zakaj sta bila ona dva še toliko dodatno sumljiva? Zaradi tega, ker kdo pri zdravi pameti, če njegovega kolega ni in če je pogrešan, ima telefon na airplane mode. Saj imaš vedno izgovore, da je to zato, da hraniš baterijo, ali pa zato, ker itak ni signala in ne vem kaj, ampak za vsak slučaj tle bi se vsake bilke držal, da bi slučajno lahko prišel v stik z nekom. Pa še to je ful čudno, da če je Aaron imel telefon in če na eni točki lahko poslal sporočilo, torej je imel signal, zakaj ni klical na pomoč, zakaj ni klical reševalce, policije, ali pa zakaj se ni bolj trudil, kot sam en sporočil. Torej, policiji sta Joe in Greg ekstremno sumljiva in tudi edini odgovor, ki ga imata, zakaj niste šli iskat svojega buddyja, rečeta, sam to je pač dogovor smo imeli, da bomo šli v sredo domov. In ona dva sta šla, ampak Grega pač ni bilo, upsi, ampak štekate, kako to slabo zveni, zakaj ga niste šla iskat, zakaj, če sta edina imela njegove koordinate in kakršnokoli GPS pomoč, zakaj niste šla, če obladate te kraje. To so pravni moški, tako, pač, saj mi mogo biti tle, kje pa je bil. A veš, čudne stvari se še nadaljuje, no, ona dva sta še bolj sumljiva, ker ko prijete do signala, ne kličeta policije ali pa reševalcev, ampak pokličeta ženo od Aarona in njun prvi stavek je, Aaron živ. Nista rekla, je prišel dam, ali pa, a skaj slišala od njega, ampak če je živ. In ona je rekla, ne vem, pač, in ona dva sta ji rekla, namesto da ona dva poklicala reševalce na tej točki, sta rekla, njej, ne pokliče reševalce. In potem se končno reševalna akcija in začnejo. Bile sta 2 reševalni ekipi, to ni tipična reševalna ekipa, zaradi tega, ker te kraje greš ali peš ali pa s konji, tako da so bili na konjih in so šli iz 2 različnih koncev to gledati in raziskovati, ampak so bili zelo neuspešni, nič niso najdli, šli so večkrat čez, ampak res nič. Še ena bizarna stvar, da sta one dva res kriva izpadla, je bilo to, da ko so jim rekli, kam je imel plan Aaron iti, a veste, ko je šel do Sunlight Lakea, do une lopute, kjer naj bi imel osnovno opremo, ne jim dajo koordinate, so rekli, da vidijo, da iščejo tam, ne? In one dva sta jim dala policistom napačne koordinate. Zakaj? Zato, da sta one dva na skrivaj lahko šla do pravih koordinat, zato, ker sta
očitno hotela neki prikriti, koliko sumljivo to izpade. Naslednji dan sta tudi povedala prave koordinate, oziroma mislim, da so jih policisti itak sami najdel, in potem sta res že toliko sumljiva, da pride do raznih zaslišanj. Meni osebno je tle ful čudno, zakaj niso že prej dobili naloga za raziskovanje te dveh ljudi, pač zakaj jih niso bolj sumili, zakaj niso rekli, daj mi telefone, daj mi vse informacije, grem ti bajto preiskati. To se sploh ni zgodilo ful dolg časa, čeprav sta bila toliko zelo sumljiva. In ko so bila tukaj prva zaslišanja, je bil Joe v bistvu že ful v stresu in žalosten in tudi že jokal je, medtem ko Greg je bil pa samo nekako jezen. A veš, če tvoj kolega zgubljen in ne veš, ki je, si načeloma žalosten in v stresu zanj, on je bil pa pač jezen, kao, kva se je ta idiot zgubil. Zdaj pa ena zelo pomembna stvar vam prišla v raziskovanju, in sicer, da so meso od tega losa, kjer sta ga ona dva, naj bi ga obesila pri tem v Moose-Lakeu in ne vem kaj, in te ostanke njegove naj bi imeli tam nekje okrog Moose-Lakea, ampak v resnici so najdali te ostanke na privatni zemlji. To sem prej rekla, da so te zemlje pomembne, komu kaj pripada, ker oni totalno nimajo licence, da bi lovili valjda na privatni zemlji. Torej, vse to skupaj je bilo ziher ilegalno, temu oni rečejo poaching. To besedo zdaj poznam iz Hogwarts Legacy, ko to skozi špilam. Ampak ja, basically ilegalni lovci in najbrž tega losa definitivno ustrelili nekje, ker ne bi smeli, zato sta pa to bluzila in očitno hotela neke sledi zabrisati in sama iskala Aarona in tako naprej. Še ena čudna stvar, ki vam bo dala misliti, tudi, da pri Sunlight Lakeu so našli puščice. Puščice, ki so definitivno pripadale Aaronu, ampak so najdali tudi puščice, ki so pripadali Gregu in Joe, kar je pa full weird, ker ne vem, kdaj ne bi ona da sploh točno do tam prišla. Medtem ko pri Campfire Lakeu, tem, ker ne bi bil njihov osnoven tabor, pa niso našli nobene puščice, čeprav sta ona dva na eni točki trdila, da jih je tam ves čas streljal Aaron, zato ker je treniral, ker mu je to slabo šlo. Torej, zakaj ni bilo tam niti ene puščice? Lahko jih sam niso najdeli, ampak to je zelo mehno naključje. Čudne stvari se še nadaljujejo, ker ena priča jih je tam dejansko videla, ne vem, ali je bil pohodnik ali ne vem, ali je bil tudi lovec, ni važen, ampak je bila priča, ki je videla vse tri moške še skupaj, daleč proč od tam, kjer so rekli, da so bili. Spet na eni zemlji, kjer ne bi bili. Po 12. septembrom, ko Aarona še vedno ni in čudno tudi ozračje se začne hladiti in rata skozi bolj neprijetno, ki bi lahko bil, razširijo to iskalno akcijo, ampak ne samo zato, ker bi jo povečali, tudi zato, ker so jo hoteli počasi zaključiti, ker je bila zelo neuspešna in na koncu temu reče prečesavanje območja. Bom dala sliko na ekran. To pomeni, da se dejansko postrojijo v vrste in grejo čez vso to sumljivo območje, kjer bi lahko nekoga najdel. Tudi vejo že kakšne dokaze približno iskati in takrat so končno nekaj najdel, ker so se tudi pomaknili bolj izven realne poti proti vzhodu in so končno nekaj našli. Locirali so eno tako mini območje, ki bi se mu reklo, da je bilo bolj varno pred zunanjimi silami, pred dežjem, pred vetrom, tako kot neko zavetje, kjer je pa tudi ostalo od Aarona verjetno dva manjša ogorka, kjer je očitno imel taborni ogenj, in pa tudi Gore-Tex čevlji. To je verjetno ena najbolj čudnih misterij tega primera, zakaj bi nekdo v takem mrazu in čudenemu vremenu in v gorah in vsem telah pobije in poreže dol čevlje, zakaj sploh in bil brez njih. Je tukaj ena teorija, in sicer je taki lovci, ki lovijo razno divjad, ki rab čisto tišino, da jo pogosto gor neke mokasinke ali pa take lahke čeveljce, da potem ful dolg sledijo tej živini. Tako da mogoče je bilo to je edina taka mal smiselna razlaga. Najdeli so pa tukaj še njegove cigarete in pa vodo. Ko so to najdeli, je bil 22. september, ker je že ful žalostno in tudi Joe na tej točki ful realen in prepričan, da je Aaron mrtev. Ok, zdaj pa fast forward na 19. junij, ko se končno spet nekaj premakne v tej raziskavi / iskanju, ko na Sweet Grass Ranchu. To je tak huge ranch, sem prav videla, imajo tam tudi za prespat, skoraj turistična kmetija neke vrste, in je tam bil lastnik, ampak je popravljal ograjo tega ranča in od tiste točke, kjer je popravljal to ograjo, je lahko videl gor nekje na hribu neke čudne barve, in ko je šel to preveriti, kaj bi lahko bilo, je bil dejansko ta jopič, rekelc, lovski rekelc od Aarona. Tam je bil tudi ta 44 Magnum, torej pištola, ki je imela, kar je zelo pomembno, 3 runde živih nabojev, torej še neizstreljenih, in pa ruzak, lok in neka še oprema, pa tudi denarnice, in tej denarnice so takoj najdel Aaronov dokument, in ker je bil takrat ta primer toliko javen in so vedeli zanga ti domačini, so takoj obvestili policijo. Pa še ena stvar, ki jo verjetno na drugih kanalih ne boste slišali, je bila steklenička prazna od tablet. Te tablete so bile neki neki, ki v bistvu služi
temu, da nekoga, ki se odvaja od alkohola, da ga pomiri, da mu je lažje pri tem. In so bili predpisani, ne moreš jih sam dobiti, ampak tisti, ki so jih predpisali, Aaronu so tukaj povedali, da do te točke, do tega lova bi jih on že zdaj ne mogel porabiti, tako da načeloma jih sploh ne bi imel zares s sabo, lahko pa da jih je šparal, who knows. Je pa tudi pomembno, ker te tablete imajo potencial, da te naredijo razdražljivega, slabe volje, živčnega in da lahko tudi vplivajo na kakšne halucinacije, če jih zaužiješ skupaj z alkoholom. In na tej točki bom povedala tudi, da sta Greg in Joe priznala, da so oni v resnici na temu izletu lovu tudi pil, vsaj zase sta rekla, ja, midva sva, za Aarona pa ne morva reči. Ampak jaz se ne bi zanašala na to, kaj ona dva govori, tak sta si tak že toliko lagala, da who the heck knows. Torej, če on to dvoje skupaj mešal, je možno, da je dejansko zblaznel v teh gorah. Še ena totalno čudna stvar je tle, da je imel noter 3 žive patrone. Zakaj? To pomeni, da bi hitak en del mogel postreliti, ampak zakaj bi en del postrelil? Spet, če bi šel za napol polno pištolo, zakaj bi kdorkoli šel na tako nevarno pot ali pa kjer imaš potencial, ne vem, losa ubiti, zakaj bi šel z napol polno? Ali pa če je že imel napol polno, zakaj je ni saj do konca nafilal z polnimi patroni? V glavnem čudna, res čudna kombinacija. Je pa ta lokacija, kjer so najdeli te njegove predmete, izredno čudna iz 2 razlogov, to je 4 milje preč od njegovih čevljev. Torej, zakaj je človek božji hodil 4 milje brez čevljev? Ali je bil brez čevljev, pa tudi če je bil v tistih tihih čevljih, da bi pač 8 km sledil ene živali, je čist nesmiselno. In pa tudi zato, ker od te lokacije, kjer je on bil, je jasno dol videl ta Sweetgrass Ranch. Torej, če je bil on zgubljen v stresu, da je bilo karkoli slabega, ki je doživljal, ali pa da rabi pomoč, ali pa da ga je zebel, je on točen videl dol tam rešilno točko, zakaj ni šel preprosto do te kmetije. 16. avgusta tam en motorist, ki se voz, najde človeško lobanjo in to lobanjo so dali potem valjda testirati, po zobeh so spoznali, da je to Aaron. Bila je zakopana v tleh. To bi bila lahko spet totalna misterija, čeprav se pa je dogaja, da medvedi, ko hočejo za kasneje prišparati hrano, večkrat lobanjo zakopljajo, tako da možno, da so jo pač zakopali. Tem pa preostale njegove kosti so bile pa nametane v krog oziroma spet preč od te lobanje, kjer je bilo vse, ne bom naštevala ogromno enih kosti. Ena stvar, ki je pa manjkala, jo niso nikjer najdeli, so bili pa njegovi podplati, torej ta spoden del narblala. Tega pa ni bilo nikjer. Za vzrok smrti so uradno označili exposure, ker bi rekla v tem primeru, ne vem, podhladitev, da je pač umrl najverjetneje od mrazu, ampak ne vem, po čem bi to sploh sklepali. Lahko se zdaj skupaj sprašujemo, če je ta primer missing 411 cases, ali je pač preveč tak logičen, kaj mislite, da se mu je zgodil. Foul play je bil izločen, torej kakršnokoli kaznivo dejanje strani Joe ali pa Grega ali pa kogarkoli je bil izločen zaradi nesmiselnih lokacij, torej nič jih ni povezval med sabo, tako da one dva sta bila oproščena, najbrž sta sam poskušala na vsak način uiti kazni zaradi poachinga, torej ilegalnega lova. Se pa zbujajo tle definitivno vprašanja. Torej, če je on videl tisti ranč, če je prišel do ene točke, kjer bi bil zlahka rešen, zakaj pač ni šel do ranča. Najbolj čudno je že na samem začetku, da je on zašel. To, da je on zašel, je bizarno z vidika, da je on tako obvladal te kraje. Njegov brat je pač to zagovarjal, rekel, meni to ni jasen, ni logično, ni možno, on je to cel life si ni tam zgubil, zdaj pa kar naenkrat totalno zgubil. Če je imel ta GPS, ki vemo, da ga je imel in da ga je uporabljal, zakaj, če je na GPS-u tudi videl ta ranč, zakaj ni šel direkt tja po pomoč, če je bil že tako blizu. Je pa še en detajl, ki je pa sploh nerazložen, pa ga prej sploh nisem omenila, ampak dajmo zdaj. Joe in Greg sta videla pri njihovem glavnem kampu, v bistvu pri Campfire jezeru sta videla podplate, oni so izurjeni v tem, da to tudi poznajo in vidijo, in te podplati oziroma stopinje so bili manjši od Aaronovih. In to je ful čudno tam, da nekaj tacga vidiš, pa je toliko malo ljudi, da pač ne pripada nobenemu od tebe in da nista vedela, kdo je tam memšel v času tega, ki sta one dva tam bila. So bile pa netipične stopinje, ker Aaron ima številko 10, ki je za moškega že ful mehne, one so bile pa še manjše. In zaradi tega marsikdo tudi ugiba, da mogoče ga je kdo preganjal, da je bil še kdo zraven, katerega se je bal, mogoče je s tem razlogom tudi izstrelil tiste 3 patrone ali pa kaj tacga. Nekdo je fularo pozoril, ko je tudi loads, da je značilno za nekoga, ki je takole v divjini, v nevarnosti, da 3 metke izstreli, da je to tipičen SOS znak. Ta stopinja lahko tudi nakazuje, zdaj nočemo obtoževati kakršnikoli prvotnih naseljencev, ampak še vedno je možno tam, da so, in da bi mogoče ta Blackfoot se kakorkoli nanj ga spravil. Eni spet trdijo, da je možnost, da bi bili te feral people, te
divji ljudje, ki živijo po gozdovih in da so mogoče mu kaj naredili, ali pa da so tudi oni vzrok za vse te 411 missing cases. In pa seveda zadnja možnost, alieni. Za vse smo krivi. No, glavno, hočem reči, da je to tak primer, ker ful je dobro razmišljati o njemu, ampak ko sem prebrala, da so vključene zraven tablete in alkohol ali pa celo oboje skupaj, je hitro več stvari jasnih. Obstaja tudi neka opcija, da on želel v tej divjini iti sam čez to odtegnitev od alkohola in očitno, da bi zabredel ali pa preč tableto vzel ali pa kaj tacga in imel halucinacije. Skratka, cel primer je še vedno misterija, lahko komentirajte, kaj mislite, da bi bilo. Tukaj vas še spomnim na moje 3 kodice, ki me lahko lepo podprete z njimi ali pa se naročite pa like ta video. Zaenkrat Alien imam out. Sam še omenim, da drug teden srčno sem upam, da mi je vratalo zvoziti in video nares, ker bom šla na Madeiro in bom imela ful časovno stisko. Drugače pa ja, hvala, da ste gledali. Pridni bote, radi se imeti. Aj, čau!